da izpusti toplogrednih plinov vendarle so posledica v veliki meri razvitih držav, da bodo posledice pa čutile v največji meri prav tiste države in ljudje, ki so pa najmanj ranljivi in da ti okrepljeni in pa okrepljeni vremenski pojavi, kot so recimo tajfuni, ki se dogajajo v tej državi, že terjajo smrtne žrtve, ki so pa pravzaprav čisto nedolžne, ker dejansko ne povzročajo izpustov toplogrednih plinov. Če človeštvo želi preživeti, moramo poskrbeti za tri glavne stvari. In sicer mora imeti človek hrano, mora imeti vodo in mora imeti energijo. V Evropi sta hrana in voda nekaj tako samoumevnega, da vso svojo pozornost posvečamo predvsem oskrbi z energijo in se pravzaprav ukvarjamo v zvezi z podnebnimi spremembami samo z tem, kako preurediti oziroma kako narediti energetski sektor bolj čist, z manj izpusti toplogrednih plinov. Bolj odprti. Mislim, da bi morali biti tudi pri tem, ko od njih nekako samo po sebi umevno zahtevamo trajnostni razvoj. Vedeti moramo, da te države sicer imajo določene zmogljivosti za realizacijo trajnostnega razvoja, vendar še zdaleč ne takšnih, kot jih imajo zahodne družbe. Tako da mislim, da moramo tu najti nek model, ki bo omogočal sodelovanje, ustvarjanje partnerstev in pri njih graditev zmogljivosti, ki jim bodo omogočale, da bodo najnovejše tehnologije tudi začeli uporabljati. Veliko smo se pogovarjali o tem in omenjali pri tem tako imenovano razvojno pomoč. Evropska unija namreč je največja donatorica humanitarne in razvojne pomoči na svetu. In sami pri sebi moramo, in že to delamo, pregledati, kaj lahko v okviru tega denarja, ki ga namenjamo za razvojno pomoč, naredimo, da tem državam bolj pomagamo. Govorimo o tako imenovanem, v angleščini je izraz greening, se pravi nekako o razvojni pomoči, ki bo prijazna okolju, da preko te razvojne pomoči skratka državam pomagamo in jim prenašamo svoje znanje in svoje izkušnje na njihovo lokacijo.